Lep pozdrav, danes imam dva zelo ugledna gosta, dolgoletnega dekana Medicinske fakultete v Ljubljani, profesorja dr. Dušana Šuputa in profesorja dr. Janeza Hribarja, ki je bil dolga leta zelo uspešen predsednik upravnega odbora na univerzi. Verjamem, da mi s svojimi dolgoletnimi izkušnjami lahko marsikaj povesta in tudi svetujeta, kako se lotiti, če bom dobil zaupanje volilcev na univerzi. Pa bi mogoče kar začel z enim takim vprašanjem, ali glede na vajine dolgoletne izkušnje, ali lahko dasta kakšne splošne nasvete, kako se lotiti te funkcije? Mogoče Dušan Jani, najprej. najbolj da kar ti, ker je denar v ospredju. Si name mislil, kaj? Ja. Dušan. Ja, no, seveda zdaj biti prav pameten in predlagati stvari, ki bi jih sam počel, je težko. Ampak nekih splošnih takih pogledov pa vendarle lahko upoštevamo, kadar se kandidira za take funkcije. Že če izhajam iz tega, tudi sam sem enkrat kandidiral za rektorja, neuspešno, ampak v izkušnji, ki je takrat nastala, pa vendarle vidim, da je potrebno ustvariti neke kontakte, ki so seveda pred nastopom te funkcije v ozadju. To pa je absolutno se povezati v prvi vrsti z študenti. Študenti v tem smislu, da je potrebno tukaj pritegniti celotno organizacijo študentov na univerzi pri svojih predstavitvah in pogledih in pri tem, kakšen odnos do študentov bi lahko izvajal. Druga stvar pa seveda je pa odnos do fakultet. Mi smo velika univerza in samo dobre fakultete lahko tvorijo dobro univerzo. Zdaj, da je potrebno skrbeti, da bojo fakultete delovale po najboljših možnih načelih. To pomeni, da so samostojne v svojem izvajanju do te mere, da so lahko potem tudi primerljive ne samo po svetu, ampak tudi znotraj univerze, da niso v smislu nekega posebnega tretmana. In naloga rektorja je seveda, da skrbi za enakovreden razvoj vseh strok in ved na univerzi. To pa pomeni, da pa mora pridobivati informacije preko prvič senat, dekani in seveda tudi preko komisij, ki so glavna pomoč rektorju, ki ni nikdar bil svet. Rektor potrebuje dobro habilitacijsko komisijo, potrebuje razumevajoč upravni odbor ali pa upravni odbor, ki lahko pomaga pri reševanju ne nadzora, ampak tiste pomoči, delitve sredstev in zagotavljanja sredstev, da so fakultete lahko tudi materialno, v materialnem smislu, da imajo dosti sredstev, da lahko izvajajo vse programe, ne samo na pedagoškem, tudi na raziskovalnem delu. In če je kdaj potreba po močnem povezovanju na tem področju, je to sedaj na raziskovalnem delu. Mi smo v raziskavah absolutno postali podhranjeni in zato tudi ni nobeno presenečenje, da drsimo po lestvici, po šanghajski lestvici, ker nam prav ta del manjka. Mi smo lahko že zdaj rečem, bili uspešni pri nastajanju novih programov, ampak zelo neuspešni pa pri opuščanju vsaj takih, kjer že par let ni nobenega študenta. Na univerzi nismo ukinili niti enega programa še. Smo jih pa ogromno postavili novih, upravičeno tudi takih, ki imajo perspektivo. Tukaj je potrebno najti ten modus vivendi, da vendar ne gre za ohranjanje kadrovske strukture kar tako, ampak da gre v razvojnem smislu potrebno postaviti in kadrovske zadeve in seveda pokrivati to z pedagoškim procesom, absolutno pa povečati raziskovalni del. Zdaj, če rečem, da je omembe vredno, seveda še enkrat kontakt študentom, kontakt študenti generalno, potem kontakt z dekani, ki so
čeprav volimo vsi, volijo vsi zaposleni. In da je potrebno seveda priti z informacijami o nekaterih spremembah, ki bi jih lahko rektor ponudil. Tisto, kar bi pritegnilo seveda potem tudi širšo populacijo. Na koncu koncev gre tudi za sodelavce, ne gre zdaj samo za učitelje, gre tudi za sodelavce, ki tudi čutijo potrebo potem, da so ne samo informirani, da tudi delujejo v okolju, v katerem je možno doseči neke uspehe. Na koncu koncev seveda tudi zadovoljstvo pri plačah, in če je kaj od tega, kar bi lahko rektor sedaj vsaj, bi rekel, poskušal, je to, da se tako kot pri nekaterih drugih strokah tudi tukaj začne razmišljati o tem, da je potrebno pritiskati na ministrstva, da se vendarle ta del umakne iz tega splošnega plačnega sistema. To ne zdrži več, mi popravke izvajamo, ampak to ni rešitev. In primerjava kar tako tudi ni vedno tista, ki daje potem upravičilo, da se nič ne spremeni. Da ne bom predolg, morda samo toliko za ta uvod, je pa seveda, tako kot sem rekel, samo odlične fakultete naredijo odlične univerze. Ljudje jo naredijo, ljudje. Hvala lepa. Profesor Hribar je kar precej tega, kar bi tudi jaz povedal, lahko pravzaprav že povedal. Jaz bom z enega drugega vidika povedal, zakaj pravzaprav ne zelo spodbudo za postati rektor, ampak moja nasprotna izkušnja je bila tudi, da pred časom, mislim, da po mojem drugem mandatu na fakulteti so predlagali, da bi kandidiral za rektorja, pa bom povedal moje izkušnje, zakaj nisem hotel in kje so mogoče tiste ovire, ki jih je treba premagati. Profesor Hribar je že povedal, da je univerza nekaj krasnega, ker dejansko je univerza, pokriva tako široka področja kot redko katera univerza po svetu. Se pravi, smo med večjimi. Tako za sabo potegne nekaj, kar je tudi Jani rekel, programi. Ko so nastajali programi, je vsak profesor mislil, da mora imeti svoj program. In teh programov je toliko, da je nemogoče, nepregledno je. Študenti, tudi če bi se želeli prijavljati, se kdo bo pa pogledal to ogromno število programov, ki so bolj predmeti kot programi lahko. Imamo tudi področja, ki se prekrivajo, praktično isti programi na nekaj različnih fakultetah. Tukaj je res, to bi bilo delo, ki bi recimo rektorja moralo zanimati in tukaj bi lahko velik uspeh dosegel v zadovoljstvo, ne v nasprotovanje, ampak na koncu zadovoljstvo vseh in izvajalcev in študentov. Ker zdaj tudi recimo diplomant tega obskurnega programa, kako naj išče službo, noben delodajalec ne bo sploh vedel, kaj ta oseba ve, kaj pozna. Se pravi, tukaj je bilo treba resno strukturo na novo vzpostaviti in mogoče narediti A in B, v čem je dober, na osnovo, da se ve, kaj je ta osnova, ampak potem pa specializacija, zato je pa prav dober. In tukaj mislim, da je z uporabniki dobro imeti dober kontakt. Zdaj bom pa povedal, kaj je tisto, kar je mene odvračalo, da bi sploh šel v kandidaturo. Ta ogromna zadeva, ki se reče univerza, ki jo imam zelo rad, moram reči, da imam rad to univerzo in imam rad svojo fakulteto, ampak lahko jo je voditi, če je dovolj sredstev. In profesor Hribar ve, da nikoli ni dovolj sredstev. Nimamo ne prostorov, nismo opremljeni niti toliko kot osnovne šole, ni toliko poskrbljeno. Se pravi, tukaj je potrošnja bi bila lahko ogromna, potrebe so velike, možnosti zadovoljitev teh potreb pa majhne. In tehtati med tem, kaj je več vredno, je več vredna umetnost kot ena tehnologija, a je več vredno zdravstvo kot industrija. Ne? Tukaj ne moramo tehtati, vse je pomembno. Ne? In na koncu sem videl, da bi moral sklepati kompromise, ki bi bili precej gnili. In jaz nisem človek, ki rad sprejema kompromise na način, ko vsak čaka, kdaj bo lahko iz tega kompromisa izšel in naredil nekaj po svoje.
jaz sem veliko bolj za konsens, ne. In z lahkoto bi vodil nekaj, kjer bi bilo, vse ni treba, da je razkošno veliko sredstev, ampak vsaj dovolj, da lahko dosežeš na univerzi konsens. Ker potlej je to res ena druščina, ki se dobro razume, tako med sabo učitelji, raziskovalci. Tukaj bi poudaril, da mislim, da mora biti vsak učitelj tudi raziskovalec. Pa ne, zdaj govorim seveda iz svojih področij, tukaj bi vzel umetnost. Če nekdo dober umetnik, nobenega ne briga, a dober igra na koncertu, a ima doktorat ali ga nima, ne. Tukaj mislim, da je treba zdravo pametno delati, ampak ena odličnost mora biti, ne. Ne samo o tem, da nekdo prebere eno knjigo in potem to predaja študentom, ker to vsak študent lahko knjigo tudi prebere. Se pravi, mora biti eno globoko razumevanje tudi tega, kaj v knjigi ni, kaj je lahko skrito. In ko sem bil dekan, z dekan sem bil z velikim veseljem, ker to področje medicino dosti obvladam in kar se tiče drugih programov, recimo dentalna medicina, sem imel odlične sodelavce, ki so ta del tudi pokrivali. Na univerzi pač tega ne bi mogel v takem obsegu. Zdaj, če grem nazaj, kaj bi bilo možno delati na tem področju, umetnost, filozofija, tehnologija, znanost. Pa bom kar rekel, da filozofija, pravzaprav vse se je razvilo pravzaprav iz filozofije. Samo filozofija je šla toliko dalj stran, da nima več svojih temeljev. Znanost je šla toliko dalj stran filozofije, da ne vidi več svoje vloge. In je vse na ena uporabnost, ki je zelo pomembna, ne. To nam, ta preskok iz znanosti v tehnologijo nam pravzaprav predvsem manjka, ampak en konsens bi bilo res treba doseči na univerzi, kam želimo iti in kako spret priti do odličnosti. Mi smo bili veliko boljša univerza pred leti, pa ne bom rekel, da so zdaj rektorji bili krivi, ne. Ampak že tista prva kriza in vse skupaj je podrlo cel sistem, preko je bilo raslo navdušenje, ne. Tudi če je malo, pa da je vsako leto malo boljše, to vleče ljudi z navdušenjem, da hoče nekaj več narediti. Ko pa vse propada in manj denarja, tega ne moreš, ta projekt se ti je podaril, vsi plani, potem tudi pridemo do enega malodušja, ne, in ljudje pa tlej manj z veseljem razvijajo in rezultat je na dlani. Iz nekaj čez 200. mesta smo prišli v bližje do 1000. mesta, ne. Tako da to je huda stvar za kateregakoli rektorja, ki bo naprej to postavil na noge. Ampak je pa izziv. Moram reči, da je izziv in je izvedljiv. To je, kar bi lahko povedal na to temo. Ja, hvala, da sta kar načela v bistvu večino stvari, ki sem jih imel jaz pripravljene še za nadaljni pogovor. Mogoče tukaj samo, zelo se strinjam z vsem, kar sta povedala, recimo to, kar si rekel Duša, ne, da učenje mora biti ne samo prebiranje iz knjige, ampak če parafraziramo Plutarha, netenje želje po znanju, ne pa polnjenje posode. In tega nam včasih manjka, ja, pri raziskovanju pa seveda in tukaj več bi mogli imeti absolutno integracije, ne. Danes se družbe srečuje z zelo kompleksnimi problemi, od globalnega segrevanja, migracije, ki so v veliki meri posledica globalnega segrevanja, pa nenazadnje COVID, zdaj epidemija. Vse to so zelo zahtevni problemi, ki jih zahtevajo angažma celotne družbe in tudi raziskovalno. Ja, lahko rečemo, medicina bo razvila cepivo, ampak je tukaj tudi potem družbeni vidik tega, kako ljudi prepričati danes, da se bojo cepili pa podobno, ne. Tako da tukaj je priložnosti za sodelovanje veliko, ki ne znamo izkoriščati. Če lahko dejansko skočim, televizija je veliko naredila zdaj s tem cepljenjem, kdo je bil neupravičeno cepljen, ker zdaj tisti, ki se ne bi cepili, bojo iz zavisti hodili. Za Slovenijo dober recept, hočeš reči. Ne, Gregor, jaz bi le poudaril, da mi moramo ustvarjati dinamičen sistem. Torej, ne statiko. Mi moramo dinamičen sistem ustvarjanja takih timov, takih posadk, ki bojo sposobni reševati probleme. In to je, čas je pase, ko se je to lahko zgodilo v enim manjših skupinah in tudi takih, bom rekel, zelo specialističnih skupinah. So dvojni, vendar sistem mora biti dinamičen, ti moraš pritegniti ljudi, ki obvladajo potem celotno zgodbo. In tukaj je pa potrebno seveda to priti iz tistega nabiranja ur
ki ga poznamo še danes, se vsi rekajo, ima dovolj ur, nima dovolj ur. A si tudi ustvaril kakšno uspešno raziskovalno nalogo, si bil uspešen na tem delu, da si lahko potem tudi boljši pedagog. To, kar Dušan pravi, je absolutno prav in medicina je bila v tem pogledu zmeraj zgled, ne. Zdaj, število doktorjev ali pa zagovarjanih doktoratov in podobno, se je potem začelo to prevešati, ampak to kaže na to, da smo tukaj pa premalo poučevali potem. Mi nismo upoštevali enega dinamičnega sistema. In je zato prihajalo potem tudi do tega pada, ki je na šanghajski lestvici evidentno. Vse druge lestvice, več ali manj, bom rekel, so senca te šanghajske, ki največ vključuje. Pa kaj pa lahko naredimo? Pritegnemo enega Nobelovca, kako ga boš dobil, kako ga boš. Mi takoj zlezemo gor. Tudi že to, da bi članki, ki jih recimo imamo skupaj s Štefanom, bi tudi, pa so naši ljudje, recimo ljudje, ki so zaposleni na univerzi, pa sodelujejo v teh drugih timih. Tam se to pozna. Mi pa obratno pa ne počnemo tega. Inštituti so tukaj en korak pred nami, pred univerzo. Tudi so sicer drugače obravnavani v tem delu financiranja. Ampak absolutno se strinjam s tem, da se to pa so vsi pokazatelji, da 1%, kjer smo daleč od tega BDP-ja namenimo raziskovalni sferi, da je to pa res minimum od minimuma. Mi na tak način bomo samo še stagnirali in nazadovali. Brez res dobrega financiranja, stabilnega financiranja tudi, ne da iz dneva v dan čakaš, da bo kakšen razpis, brez stabilnega financiranja ne bo odlične univerze, ne bo odličnih fakultet in ne bo odličnih posameznikov. Tukaj se pa začne. Odlični posamezniki, da je lahko je Nobelov, lahko je ne vem kaj vse, lahko je Nature revija, ne vem kaj vse, ampak odlični posameznik da lahko odlično fakulteto, odlična fakulteta pa odlična univerza. To moramo narediti. Tukaj recimo jaz vidim en izziv, ker veliko govorimo o njemu, vračanje mladih iz tujine, ki so uspešni, ampak kaj mi lahko danes ponudimo, da pridejo nazaj? 3-letni projekt za 100.000 evrov, za to bo zelo malo kdo prišel, tako da tukaj moramo najti nove programske skupine ali eventualno razmišljati, kako bi prišli do sredstev, da bi lahko ponudili neke start-up grante, tako kot imajo v tujini, ko ti mladega pritegneš in daš 5 let nekaj denarja, da lahko postavi skupino, potem pa mora sam začeti pridobivati sredstva. Komplet materialno osnovo za delo in potem naredi skupino in to dinamično in potem to lahko vodi k uspehu. To je recimo model, ki bi ga morali slediti. A se vam zdi, da smo politično dosti močni kot univerza? Ker jaz sem včasih občutek, pa jaz mislim, da se moramo začeti bolj povezovati z inštituti, ampak vseeno imam občutek, da politično, da dostikrat izgubljamo napram inštitutom v zadnjih letih. Tudi finančno in da bi tukaj mogoče mogli biti bolj angažirani, da bi boljši pristop k politiki imeli. A lahko svoje mnenje povem tukaj? Ja, seveda. Mi smo imeli v vladah, vseh vladah, ki so bile ogromno univerzitetnih ljudi, profesorjev, kolegov. Pa ne vem, če bi lahko samo par naštel takih, ki so pa res razumeli tudi ta del življenja, ki se tiče univerze. Bi rekel, da nismo dobili tistega, kar smo pričakovali. Zdaj, lahko je to posledica, da smo imeli slabe kandidate, ali pa slabe kolege, ki niso dovolj skrbeli tudi za ta del področja, ali pa, da smo bili mi narodni. Zdaj, povezava seveda mora biti, ampak jaz sem že takrat predlagal, mi bi morali imeti sistem financiranja tako, kot ga ima akademija za znanost. To je posebna postavka v proračunu, vsako leto se spogajaš, toliko imamo programov, tele bomo izvajali, toliko to stane. Toliko raziskovalnih projektov, tole bi izvajali, toliko stane. In bi se na ta način tako posebna postavka v proračunu, ne pa tako, kot imamo zdaj, da smo tam en del enega sistema vesoljnega ministrstva za šolstvo, kjer, bom rekel, imamo ponavadi tudi svoje kolege za ministre, ampak kakšne posebne koristi od tega ni. Tako da samo politiko sejati na univerzi sem pa jaz proti. Torej, ta pa ne bi smela biti na univerzi
odprta v enem primeru. Ja, to se absolutno strinjam. To strinjam, ker če smo na univerzi, ne, in če hočemo skrbeti za to, ker je univerza zmeraj bila, da predaja znanje in ga tudi pridobiva, politika nima mesta. Seveda vsak lahko svoje prepričanje, levo, desno, zgoraj, spodaj, kjerkoli hoče, ampak mora biti na fakulteti ali pa na univerzi v celoti, mora biti strokovnjak, ki se ukvarja s svojo stroko in za to skrbi. In jaz sem nič proti temu, da ima kakršnokoli prepričanje pač. Ampak ne pa, da ga vozi na univerzo in da univerza postane politična. Ker izkušnje je to, da po celem svetu bi bil problem, če bi to vodil v propad. Dajmo se vprašati tole, koliko politikov bi dobili službo, če gre v tujino? In koliko ljudi iz naših strok bi dobili službo takoj? Zame je to že ves odgovor. Vse se strinjam, nisem to mislil, jaz sem mislil bolj pač samo prizadevati več za sredstva pa za te v tej. To je pa možno ni, koliko sem rekel, Gregor, če bi bili mi postavka v proračunu, potem imamo direktno vpliv. Drugače smo pa utopljeni v sistemu te delitve, ki se začne pri vrtcih, v osnovnih šolah, gimnazijah, potem pride šele do vrsto univerze. Jaz bi rekel, da seveda, da napredka, ki pa temelji, seveda tudi so osnovne in druge šole pomembne, ampak napredek je pa večji del tega napredka je podvisen od tega, kakšne razvoje bomo mi lahko uspešno izvajali. Mi brez lastnega razvoja ne bo nič. Poglejte, kaj se s firmami dogaja, kjer so ukinjali razvojne službe svoje. Stagniralo, propadlo. Samo tam, kjer je razvoj še vedno dominanten in tisti, ki vodi po firmah, je taka firma tudi uspešna. To se vidi v Evropski uniji, če primerjamo države, po vlaganjih v znanost, recimo zdaj v zadnjih letih Estonija izjemno napreduje po rasti bruto domačega proizvoda ravno na račun tega, ker so zelo povečali vlaganja v razvoj. Tukaj je en problem, ki ga jaz vidim morda v Sloveniji, ta, da so združili ta ministrstva, da ni več samostojnega ministrstva za znanost, ker se tudi tehnologija, ki si jo prej omenil, Jani, se je čist zgubila, po mojem mnenju. Tukaj nam ogromno manjka preskok ta iz znanja, iz znanosti v tehnologijo, kako produkte, znanje spraviti na trg, dejansko, da bo tega neka tržna vrednost. Ja, sam tukaj pa problem, da koliko pa imamo podjetij, ki lahko to sprejmejo. In to pa je političen problem, ki vzdržuje podjetje na zelo nizki ravni, zelo nizko dodano vrednostjo in ta podjetja čisto nič ne rabijo znanosti. In zato ne moremo, mi tonemo v smer tistih držav v razvoju in kmalu bomo v tistim, ki bojo nerazviti, ker ne skrbimo dovolj. Kjerkoli ima en preboj, jaz se spomnim, ko je bilo pred nekaj leti o eni proizvajalci za led luči, razsvetljavo po cestah. Ne vem, kaj se s tem zgodi, ampak namesto da bi rekli, ok, daj bo tole, bomo celo Evropo razsvetlili, s temi lučkami, postavimo veliko tovarno. Ne, mi smo kaj, srpe in kose začeli spet. To, se pravi, ta tehnološki razvoj ne more biti brez svojega nadaljevanja v industriji. In dokler bo država ne bo vedela, da je treba industrijo z visoko dodano vrednostjo razvijati, toliko časa ne bomo mogli razviti tudi na univerzi tega preskoka. Ker eno je, recimo, najprej razvijaš nekaj, potem imaš en testen sistem, recimo Jani bo verjetno vedel, tukaj je pokazano na biotehnički, kako imajo recimo za proizvodnjo hrane, pa moraš pa to na enem velikem sistemu speljati. In mi ne pridemo do velikega sistema. To je problem. Tako da, ne vem, to s tehnologijo si dobro točko dal, ampak sama univerza ne vem, koliko vpliva na to. Tukaj je zelo resen problem, predvsem ta prehod, ki ga jaz vidim. Tudi jaz sem eno tako zadevo naredil, ko smo ustanovili eno spin-out podjetje pred skoraj 10 leti. In dejansko tukaj preskok manjka, nimamo ne državnih sredstev, ne nekih skladov tveganega kapitala v Sloveniji, ki bi podpirali, ker firma še vedno deluje, ampak zelo počasi raste, zato ker pač ni tega
investicija, ki bi lahko naredila ta preskok. Recimo, so nas pa vabili za Velike Britanije, so nas sklicali večkrat z veleposlaništva, če bi firmo prestavili v Veliko Britanijo in nam ponujajo subvencije, ampak smo se odločili, da ostane v Sloveniji. Ne vem, če veste, da je, ko smo pristopili k Evropski uniji, so bile ene študije možnosti razvoja posameznih strok v Sloveniji. In na prvem mestu je bila farmacija, kot razvojni potencial. Na drugem je bila hrana, je bilo živilstvo, prehrana. Od tega je silom prilik in tudi sicer, ker so tudi sposobni, kvalitetni, je farmacija odlična, ampak kaj, ker smo jo prodali, pa še več. In po drugi strani živilstvo pa propadlo, ker ni ozadja, ni industrije. Danes, kaj pa še doma predelamo, sila malo. Tukaj so te razlogi, da potem tudi tega razvojnega potenciala ni. Imaš svojo gradno in potem razvoj. Dve stvari bi, najprej, če grem čisto malo nazaj, ko si omenil sredstva, posebej za univerzo rezervirana. To je bilo krasno, če se to narediti. Dokler pa smo znotraj ministrstva, pa mislim, da je ne past v to past, da bi se začeli kregati med sabo, ali na osnovno šolstvo, ali srednje, ali visoko šolstvo, ker vsi potrebujejo. Ne moramo imeti tudi visokega šolstva, če ne bomo imeli dobre osnove. Se pravi, denar v izobraževanju v celotnem rabimo. Kar se pa tega tiče, kaj še razvojno, dajmo tole epidemijo pogledati, ko manjka zdravnikov. Zdaj manjka. Velikokrat je bilo govora, da jih manjka. Ampak, ko je bilo enkrat večje število povečano, pa ni bilo denarja, da bi jih zaposlili. Se pravi, zdaj imamo ene špice in ne more zdravnik postati v pol leta, zdaj bomo pa imeli. In sistem, ki bi dobro deloval, bi bil v tem, da imamo dobro razvito zdravstvo, pa ne bom govoril javno ali privatno ali karkoli, ampak se privatno niti ne more pokriti tega, kot je, kako ne privatno bo nekaj kot klinični center, ampak recimo, da bi imeli toliko velik sistem, da bi lahko delali tudi kot tržno, da bi hodili. Slovenija je bila po zdravstvu zelo znana, vse posod so hodili. In isto bi lahko še naprej bilo. In bi imeli eno veliko rezervo, večje bolnišnice, takrat, ko prišlo do kakšne epidemije, kot je zdaj, tako ne bojo potovali. In imamo že eno ogromno rezervo, brez kjerekoli panike lahko pokrijemo to. In ko je sistem spet odprt, ko deluje, imamo spet na visokem nivoju zdravstvo in vsi vejo, skozi epidemijo so dobro šli. Že prej so bili dobri, bi ogromen prihodek bil to za državo, ki bi naše prebivalstvo v bistvu preskrbel s tem, da bi zmanjšali potrebo po denarju znotraj. To, kar si rekel, je tisto, kar mislim, da je velik problem, da nam manjka dolgoročne strategije. Mi v državi nimamo neke 10-20-letne strategije, kaj hočemo, ampak vsaka vlada dela po svoje nekaj novega. Univerza bi jo pa morala narediti tako, da je, ne da so samo lepo slišne, ampak da je tudi izvedljiva. Tako je, s tem, da je pa seveda vezano to tudi s financami. Ampak recimo to, ko si rekel, podoben primer, ko se je začela pametna specializacija, ta zadnja 7-letka, smo mi s kolegi, kar nekaj tvojih kolegov z medicinske fakultete naredili predlog verige vrednosti za mratične celice, razvoj do zdravljenja. Imeli smo vse pokrito do zdravilišč, ki bi pokrivala medicinski turizem, recimo tudi to, kar si ti omenil, ampak potem, ko so prišli prvi razpisi za evropska sredstva, so bili tako narejeni, da se ni mogel noben prijaviti na to, razen nekih velikih firm. Tako da tukaj je to problem. Zdaj, sredstva države so seveda omejena, vsi se strinjamo, da jih je premalo, da smo daleč od tega 1%, za raziskovanje dajemo najmanj v celi Evropi, ampak verjetno bi pa mogli razmišljati tudi o kakšnih novih virih financiranja. Kaj mislite o tem? Recimo jaz pa vidva tudi poznata iz Amerike, iz Velike Britanije, tam je ogromno tudi recimo bazira na donacijah. Bi se dal po vajnem tukaj tudi kaj narediti, da bi recimo privabili alumne naše univerze, da bi začeli kakšne sklade ustanavljati pa podobno. Alumni so po fakultetah in delujejo, ampak v tem smislu pridobivanja so pa te donacije, pridobivanja sredstev v študij in za razvoj tudi za raziskave, so pa popolnoma v nekih pogodbenih razmerjih edino. Ni tako, da bi nekdo doniral, pa potem ti odločaš, kako še spelju.
ampak da so to čisto te pogodbeni odnosi, kjer se za določen problem sklene pogodba in se to razvija. Torej, pravega alumna sistema nimamo. Imamo, bom rekel, to nekaj na polovici. V bistvu vse skupaj izgleda bolj kot neko gasilska zgodba. Gasimo, kar naprej nekaj gasimo, damo tam, kjer nekaj manjka, razvojnega tega momenta, potenciala, pa ni, ne, ker nismo organizirani tako, da bi, in tudi ozadja nimamo takega, da bi lahko prišli do nekih sredstev, ki bi pa res pomenila bomo rekli, dajmo tretjo vrečo, iz katere bi lahko potem to vodili. Je bila poskuse te znanstvene fundacije, pa vidiš, da v vseh letih nekaj, bomo rekli, vsa prizadevanja pozdravljam, zato da se tam nekaj sredstev zbere, ampak da bi pa kakšen preboj se naredil, pa ni možnosti, ker nimamo v ozadju, nimamo firm takih, ki bi to potem preko teh alumnov lahko financirali. Vsej posameznik ne bo. Ampak posameznik, ja, naš posameznik, naš študent, naš diplomat, naš doktorant, ki pa je v neki firmi zaposlen, da tam lahko to nekako potem spelje. To pa tukaj smo pa majhni hendikepirani. Tukaj nimamo izhodiščnih pozicij takih, da bi lahko preko teh alumnov. Je pa treba seveda najti kakšne druge možnosti, ki se lahko, ampak to samo dobri lahko naredijo, ne dobri, odlični. Ja. Ti slabim kandidatom ne boš uspel pridobiti nobenih sredstev nikjer. Torej, samo odličen posameznik, odlična katedra, odličen inštitut, odlična fakulteta lahko pride potem do takih. In zato moramo najprej priti do te odličnosti. Kaj se zaostriti in kaj popustiti, da bi to odličnost dosegli, je drugo vprašanje. In generalno pa bi mogla to univerza seveda sprejeti neko tako srednjeročno ali pa rečemo, če že ne dolgoročno, vsaj eno srednjeročno politiko do vseh teh načinov, bomo rekel, stabilnega zagotavljanja sredstev. Kar se tiče alumnov, donacij, vse v redu, ampak to ne sme biti zdaj reševanje problema primanjkljaja sredstev, ki pride iz države. Ne? Ja. Jaz mislim, da to, če rečemo, ok, ne dobimo dovolj pri državi, bomo pa iskali drugot, je narobe. Ker potem bomo iskali drugot, na koncu bomo samo od drugot dobili. In jaz mislim, da univerza mora en položaj si vseeno ustvariti znotraj države, da se zavedajo, da je pomembna. In tukaj pa pridem spet na to odgovornost znotraj univerze. Ne? Ni vse samo zunaj. Ne? Kar poglejmo, so bile tudi napake narejene in mislim, da prvo napako so oba izpostavila ogromno število programov. To ni razumljivo, nima nobene pametne podlage, ne? In to je vsakmu jasno. Se pravi, treba je znotraj postati odličen, pameten in potem zagovarjati stališče s takimi argumenti, da ne more noben reči, to pa ne drži. Ne pride z eno stvarjo in potem pa ti dajo, servirajo cel kup stvari, ki je lahko. Ne, bojo rekli, kaj pa, če imate cel kup programov, kot ste rekel, pa nobenega študenta že 5 let. Zakaj to zdržujete, dajte tole, pa ne boste denarja rabili. Treba je pokazati, da potrebujemo denar za tisto, kar tudi celo prebivalstvo v Sloveniji potrebuje in da bomo tudi ugled Slovenije povečali s tem, da smo dobri v znanosti, v stroki, vsem. V umetnosti tudi. Ne? Ja. Ja, se tukaj mislim, da mogoče že prej, ko smo govorili o interdisciplinarnosti pa teh kompleksnih problemih, da se mi zdi, da smo premalo družbeno angažirani kot univerza, da premalo nastopamo v teh razpravah o cepljenju, o 5G, da tukaj bi kot največja inštitucija akademska v Sloveniji mogli dosti bolj aktivni biti. Tudi klimatske spremembe, da se večina, kakšni posamezniki nastopajo, tak je bil klimatski program, recimo, ki so ga v lanskem letu sprejeli na vladi, kot sem slišal v fiziki, so ga zelo skritizirali in niso sodelovali pri tem, tako da nas tukaj dostikrat nimamo te veljave, ki bi jo kot stroka mogli imeti. To je sigurno.
program smo tudi nekaj skupaj delali z eno firmo, ki je po celem svetu znana, v bistvu dela detektorje za CERN pa za vse skupaj. Ampak nismo bili dosti odlični. Je bil kdo drug. Ja, prav, vse to. Odličen. Se pravi, tukaj tudi na ARAR vse treba, kako lahko država sprašuje tuje recenzente, kaj mi potrebujemo. In tuji recenzent oceni, a si v projektu napisal, v predlogu projekta nekaj, kar bo za Slovenijo koristno. A smo res v Sloveniji taki idioti, da sami ne vemo, kaj rabimo. Ja. Ne, tukaj so odprte stvari in je te akademske razprave malo, ne. Jaz da ne sedim v zadnjem času, ne, ampak mislim, da te razprave, ki se odvijajo na univerzi v celoti, ne samo preko senata, tudi sicer, to je zamrlo, tega je zelo malo. In ta akademski konflikt bi pripeljal do tega, da se potem izkristalizira nekaj, kar so te razvojne zgodbe. Mi brez teh debat bo vsak po svojemu vrtičku delal, kar mu paše. In bil zadovoljen s tistim vrtinom, ki jih dobi, namesto da bi dejansko ustvarjali time, ne, ustvarjali posadke, ekipe, ki so sposobne reševati res probleme, ki potem vodijo v to odličnost. To je problem. In mi se s temi krizami samo še zapiramo. Prvič res univerza tudi nekih problemov, nekih raznih, seveda, če je nekaj narobe, smo takoj na prvih straneh. Ko pa se nekaj dobrega naredi, pa komaj kje odzadje. In zdajle, če ne bomo izkoristili te krize, tudi recimo na področju medicine, povejte, kaj se zdaj skazali, da seveda nimamo kapacitet, praktično smo popolnoma podhranjeni. In zdaj so predlogi, da se iz teh sredstev v Gosenskih naredijo 2 kliniki infekcijski v Mariboru, Ljubljana. Nujno, pa to že moglo stati. Kje pa smo? Zdaj bomo, pa kje sem, pa zdaj razočaran bom, ko bo se to zgodilo, da ko bo tole imel, se bo tudi to pozabil. Ja, sigurno. Ja, tukaj mislim, da je nek izziv pa priložnost za univerzo tudi, ne, če bomo znali izkoristiti materialna sredstva zdaj iz Evrope za okrevanje po covidu, tukaj bi mogli biti zelo aktivni. Upajmo, da bomo... Samo od slabih, bom rekel, članov univerze, ne boš ti dobrih predlogov dobil. Mi pa ne spodbujamo te odličnosti dovolj. Ne nagrajujemo te odličnosti. Tukaj je potrebno najti rešitve, da bomo lahko potem seveda bili konkurenčni. Se ta 4 leta, odkar nisem več v senatu na univerzi, moram reči, da nisem veliko stikal, nisem toliko sledil. Meni je bilo po svoje spet se vrniti v znanost in pouk bolj intenzivno, kar izziv, ne. In me to zelo veseli. Je pa tako, da sigurno univerza, ne, ta povezava s skupinami, jaz sem ravno premišljal o tem, koliko imam povezav v tujini in koliko jih imam znotraj Slovenije. In moram reči, da sem zelo srečna oseba, ker imam ogromno povezav tudi v Sloveniji. Ampak takih, da dejansko tudi delujejo, jih pa nimam tako grozno veliko. Recimo midva sem imela en projekt skupaj. Na biotehniški sem kar precej s skupino se ukvarja v glavnem s toksini, ne, s ekotoksinologijo. Ampak veliko premalo je teh povezav. Veliko več jih imam zunaj. To je zanimivo. In lažje tudi projekt dobim zunaj. Ta twinning smo dobili za milijon hiter. Težji znotraj te povezave narediti in mogoče spodbujati, narediti eno klimo, ker bi vsi radi delali, mogoče tudi na tematike odpirati, kažem, na izzive raziskovalne in da se prijavijo, pa da se ljudi skupaj dobi, da postane en forum za sodelovanje. Vse vrtički so fajni, ne, ampak ta vrtiček lahko krasno raste, dokler ga ni treba pognojiti. In če si sam tudi gnojen, ne boš imel, da bi ga pognojil, pa da bo delal. Se pravi, mi rabimo en substrat veliko širši, ne, da kolobarimo, če rečemo po starem. In s tem se obogatimo sami, kar je najlepšega pri
tem, da je nekdo učitelj, pa raziskovalec, je to, da recimo, če deliš nekaj, kaj, da si industrialec, pa deliš, daš nekaj denarja in ga nimaš več. Ne? Mi pa, ko nekaj dajemo, zmeraj še nekaj več dobimo. Ne? Ko nekaj poveš, dobiš povratno informacijo še celo, ko nekaj narediš, se pravi, tukaj smo in ogromni prednosti in ne vem, zakaj se ljudje bojijo dajati. Ne? Vse ni ne vem, kakšen skrivnost. Mislim, da moramo tudi bolj odprti postati sami v svojih glavah. Ne? Mogoče organizirati tudi neke forume znotraj univerze, kjer bi se srečevali in razpravljali o problemih, pa najdeli rešitve, pa partnerje. Tudi recimo ena taka, ta ni toliko z raziskovanjem povezana, ampak že samo delovanje univerze. Ne? Se mi zdi, jaz sem 2 mandata vodil komisijo za raziskovalno delo, pa nič ne vem, kaj druge komisije delajo, da bi že tukaj mogla biti kaj povezav, da bi imeli recimo enkrat letno sestanke komisij skupaj, da bi videli, če razmišljajo drugi člani komisij. Zdaj smo že precej dolgi, tako da bi jaz počasi zaključil. Morda bi vaju prosil še za kakšno zaključno misel, če lahko podasta. Duško, jaz sem zmeraj čakal, da je dekan medicine kaj povedal, potem smo se postali oglasili. Pa da je ti. No, še zdaj, mogoče sem se preveč oglašal, ne vem, ali smo zdaj veseli ali žalostni, da me nima ravno povratne informacije, ampak kar se na svetu tiče, jaz mislim, da je zelo pomembna ena razvojne kolegialnosti, zaupanja in seveda skupnega nastopanja pri tem, da univerza dobi več denarja iz proračuna. Tukaj bi še rekel, ko smo ravno pri raziskovalnem delu, fajn je, da bi imeli en del pasovnega financiranja, ampak z veliko nevarnostjo, da bi to postalo, da vsak dobi po defaultu ta denar in potem bomo padli navzdol. Mora biti tudi, se bi se mogoče rad znebil tega dela, da mu ni treba deliti, ampak moramo ostati tudi pri programih in projektih, kjer je treba konkurirati. Samo konkurenca mora biti res na dosežkih, ne pa na enih X pokazateljih. Ne. Se pravi, boriti se za več denarja raziskovalnega tudi po defaultu, da naredimo veliko struktur. Jaz mislim, da ta pasovno financiranje bi moralo biti za veliko opremo, ki bo vsem dostopna. Ker z veliko opremo bi lahko veliko naredili. Ne. In zato naj bo pasovno financiranje. Kdo bo pa dobil denar za raziskave, naj pa svojo odličnost pokaže. To je moj predlog. No. To podpišem, Duško. Jaz bi še tole dodal, samo se bo ena taka poljubna misel. Da tako kot dekani bi tudi rektor moral biti tisti, ki pomaga reševati probleme vsem svojim zaposlenim na univerzi, vsem tistim, ki prispevajo k razvoju univerze, ne pa biti generator novih problemov. Rektor naj pomaga vsem zaposlenim, fakultetam, ne pa da ne bi smel generirati pa novih problemov. Skratka, samo močne fakultete, ki so samostojne v svoji dejavnosti, lahko močno univerzo naredijo. To tudi podpišem. Ja. Tudi države ni bogate brez bogatih posameznikov. Samo tam so države, tiste so bogate, ki imajo tudi bogate posameznike. Samo to mi nečemo, to ni v naših mislih. Ne. Bogate in uspešne, se ni samo bogatstvo, ne. Tudi uspešnost je tudi pri nas problem. Ja, hvala lepa za tale pogovor, mislim, da je bil zelo zanimiv. Če bi imel kdo kakšno vprašanje, ga seveda lahko zastavite preko Facebook strani ali preko YouTube kanala. Jaz bi se pa zahvalil današnjima sogovornikoma za tole zanimivo razpravo. Hvala lepa. Ok. Srečno. Srečno sem. Srečno.